Skratka, lepo pozdravljeni. To je bil en tak, ne bom rekel, da nenavaden uvod, ker smo vendarle na NMN, tako da če niste navajeni na kaj takega, potem niste na pravo konvencijo prišli. Ampak en tak uvod, ki je dokaj in medias res. Tako kot se ne nazadnje začne knjiga, roman, ki ga bomo danes predstavljali, skratka knjigica, ki jo imava povsod z Domnom pred sabo. Knjiga, ki jo seveda lahko, da ne pozabim to, ki je omen, danes tudi mimogrede kupite in mimogrede dobite podpisano, z mimogrede ne kuljem, ampak kje pa imaš to? Na moji strani je, skratka, tukaj z posebnim orodjem. Jaz tudi bom kar začel in medias res, Domen, knjiga je zdaj zunaj par dni. Tako da domnevam, da večina še vas ni imela časa, knjige preparat, niste še imeli v rokah, jaz sem imel pač to možnost, da sem imel PDF prej. Dajmo mogoče za začetek najprej, da poveva nekaj o tebi. Skratka, jaz sem na spletu izbrskal seveda, da si zgodovinar, da si geograf, da si svetovni popotnik, tako rekoč, član Gilgalada in kult Majstri Marpurgi, v kateri bova več pozneje, ampak dajmo najprej povedati mogoče malo še več o tebi, Domen, kdo si ti, je to tvoja prva knjiga, je to tvoj prvi tudi poskus pisanja knjige, kako si se sploh lotil tega projekta in predvsem mogoče, da se predstaviš pravcem, kdo je Domen Kordič. Okay. Poleg tega zelo očitnega, da si mariborski vidim. Ja, dobro dan, vsem skupaj, hvala, da ste prišli najprej. Torej, kdo je Domen Kordič? Ja, to sem jaz, zdrav. Pa če gremo mimo tega, kaj si že naštel, ker proti knjigam, ja, to je moj prvenec, prva debelejša stvar, ki sem se upal spraviti pisati. Ne bom rekel, da je to čisto prva stvar, da bi kajkoli pisal, zdaj že tretje leto recimo sodelujem na NMN, na literarnem natečaju, videli jutri, če je šlo kaj boljše. Imel sem do zdaj probleme zelo, ker literarni natečaj tukaj ima kratke zgodbe. Ko sem začel nekaj pisati, gre takoj tudi nije. To, kako je nastala knjiga, zgodba knjige je že obstajala prej v eni krajši verziji, in sicer ne v prozi, ampak bolj v poeziji, v sagi o majstru Bjornu Marpurškem. Tudi nekaj tega, kar smo zdaj slišali. Nekaj tega, kar smo zdaj ne. To, kar smo zdaj slišali, je ena od pesmi, ki se pojavijo v knjigi. Gre v originalu za priredbo pesmi Helvegen, norveške skupine, Vardruna, ki smo tudi bili s prevodom in potem smo dobili, zakaj pa ne bi še pod to naredili glasbeno. Saga o majstru Bjornu Marpurškem ni uglasbljena, je pa zdaj sveže posneta, tak približno 10 minut deklamiranja. Zdaj, mislim se, lahko demonstriram uvod, ne bomo 10 minut, ne, ampak recimo, kako bi izgledala saga o majstru Bjornu Marpurškem, ne, da nas šel mimo, ker mislim, da lahko tak. Torej, iz tega je ta roman nastal, iz 10 minut kratkega deklariranja, zdaj pa če samo uvod naredimo, bi izvedelo približno tak. V temni sem noči, zazr se v nebo, oblaki so z luno plesali krasno. Nas vidijo tak daleč, oči vseh bogov, ko plujemo mimo neznanih bregov. Povesti o plovih ne smejo zblediti, v večni spomin jih je treba vred. Zarezati rune v kamen ploščat, besede čarobne previdno skovati. Medice poetov bom kapljico spil, da bragi mi lepe poveze razkril. Če prvič to slišiš, prisedi ob kres, prisežem na vse, kar boš slišal, je res. Še mogoče še preden se malo poglobiva v knjigo, še preden kaj poveva bralcem, bodočim bralcem pravzaprav, zelo večinoma. Mi mogoče poveš, kdo ste, kdo so kult Majstri Marpurgi, ne nazadnje zdaj tisti, ki se boste malo vzrli po dvorani, boste videli, da nekateri inkognito sedijo med vami, nekateri so tamle ob strani in tudi pripravili so nam eno kratko demonstracijo, če jaz prav razumem, ki bo da bo tega tam daleč stran od mene. Ampak ta, skratka, kdo ste? Torej, Majstri Marpurgi
preden začnem sploh kaj, mogoče bi bilo fajn identificirati in če si na velikem festivalu, kjer je ogromno ljudi, je to najlažje približno tak, da narediš bolj jih najdeš. Torej, Majstri Marburgi so en vikinški klan. Slovenski vikinški klan, edini. In kaj delamo? Ukvarjamo se z uprizarjanjem srednjega veka, malo natančneje, torej vikinške dobe, vikinške tematike, nordijske, bomo rekli, malo bolj natančno. Kako to zgleda? Če ste bili v dvorani, ste videli en mali košček našega tabora, ki običajno zgleda malo večje. Ko smo v naravi, tako so večina festivalov, to zgleda dosti boljše kot v dvorani. Stvari delamo sami, od šotorov do oblek, do pač koliko se da. In probamo čim več vikendov na leto preživeti v duhu srednjega veka. Poleg tega, da pač hodimo na festivale, tam živimo, vsakdanje življenje probamo ustvarjati, kar nekaj imamo rokodelcev, ki izdeluje stvari, kar nekaj tega se je dalo nabaviti na naši stojnici zunaj. Se tudi ukvarjamo recimo z bojevanjem, seveda gre za šport, na srečo imamo tope meče, ker drugače bi jaz že zdavnaj bil brez prstov. In zdaj, kako bi to izgledalo, lahko tudi probamo. Običajno so bitke malo večje, ampak tu smo z prostorom omejeni. Če omenim recimo, čez 2 meseca gremo na sever, na Dansko, na en festival, kjer bo bitka tam 400 proti 400 naenkrat. Zdaj, če v manjšem obsegu to pokažemo, pa bi hikrno strane. Tak, podok. Ker nimamo ful velike želje se še srečati z Odinom prehitro, imamo določeno zaščitno opremo. Bojevanje poteka po malenko športnih pravilih, da se ciljamo določene točke od rame navzdol, od nog navzgor. In zdaj si morate to predstavljati krat 400, krat 500 na vsaki strani, ne? Je to od tam nekje, ali ti, ki si zgodovinar, te je že zmer privlačilo točno to obdobje, zakaj torej vikingi? Torej, Majstri Marburgi čisto v začetku se niso začeli še kot vikingi. Ampak kot eno srednjeveško društvo, načeloma bolj pozni srednji vek, tako kot cel kup drugih podobnih društev v Sloveniji. Ampak takih društev je kar nekaj. In je zelo hitro prišla zavestna odločitev, dajmo najti eno nišo, ki ni pokrita, in vikingi načeloma kot članov takrat so bili dovolj zanimivi, že v osnovi pa na splošno je to vedno tak neka dovolj zanimiva tema, dovolj višjo vikingi, nekaj zanimivo. Ja, zanimivo, da ste ravno vikingi, zakaj niste recimo, prvi smo poslušali tukaj tudi o enih mostiščarjih, oziroma kaj že, močvirnikih, zakaj niste Slovane recimo uporabili, zakaj ste raje uporabili vikinge? To je, ne vem, mogoče od osebnih preferenc takrat. Res je tudi, se je ravno začenjala serija Viking in je bil ta Viking hype, kar precej velik na svetu, ne? 2016 je društvo, mislim, da serija se 2013 začela, nekaj takega. 11. Pa tudi
začelo se z vikingi, ampak se je to malo razširilo. Imamo tudi nekaj članov, ki so specifično slovanske obleke delali, vzorce šivali. In zdaj, ko smo v Sloveniji, ki ni historično ravno povezana z vikingi, je naša zgodba, da če so vikingi sem prišli, očitno so se pomešali z nekimi Slovani tukaj in nastali taki mišmaš. Nastali so Mariborčani, hočeš kaj? Ne. Mogoče bi to omenil. Društvo se je začelo v Mariboru, ampak danes so člani iz vseh delov Slovenije. Super. Zdaj pa mogoče pogledava, tudi roman je neke vrste, skratka ideja za roman je, kaj če so vikingi dosegli tudi te kraje. Skratka tukaj, mogoče poveva, kolikor se ti pač zdi prav, da poveva, ne da seveda razkrijeva preveč. Zdaj tisti, kot sem rekel, tisti, ki se boste odločili za branje, preberite mogoče že prvih nekaj strani, ker to je res knjiga, ki te butne, skratka, ki ima začetek je takoj za bitko, takoj vikingi dobijo po grbi, če smem izdati, ampak to je res, to je prvih 5 strani, 10 strani, tako da nisem vam veliko razkril. Kaj je še takega, kar lahko poveva v zgodbi, da recimo prepričava bralce, da je mogoče to nekaj, kar je res za njih? Kaj se ti zdi pomembno? Dosti krat dobim, recimo, vprašanja, če to bazira na nečem zgodovinskem. Marsikdo, zadnjo na meji nevidnega, seveda drugačna publika, kjer je fantazija nekaj, kaj te pritegne, ampak drugače dosti krat dobim to, da nekomu ni zanimivo nekaj, če ni neki košček dejanske zgodovine noter. In v tej knjigi je mešanica obojega. Super, ja. Ker začnemo vse skupaj z eno dejansko vikinško odpravo, ki je leta tam okoli 1860 dejansko prišla do Mediteranu. Imamo na zemljevidu, prišli so okoli Španije in se 3 leta potikali po Sredozemlju. Prvi 2 leti imamo relativno dobro opisani, da vemo, kje, v katerih krajih so se potikali, pa 1 leto ni virov, viri molčijo. Vemo, da konc 3. leta so šli nazaj, ker so jih pri Gibraltarju spet Arabci v Španiji popisali. In zdaj knjiga sledi temu dejanskemu potovanju prvi 2 leti, potem pa 3. leto pa zapolnimo praznino, bomo rekli temu. Zdaj pa ti si tudi seveda zgodovinar, skratka nekaj veš o vikingih, ni to, kar tako domnevam, da si tudi posebej proučeval, si še kaj posebej prebral za tole knjigo, ali si pogledal sem Northmana pred par leti. Kaj je bilo tvoje raziskovanje? Se pravi, koliko, recimo, ti kot zgodovinar, koliko v resnici vemo o vikingih, da si ti lahko to zapisal, recimo, realistično? Tako bom rekel, za potrebe knjige, koliko podrobnosti rabimo, vemo dovolj. Ne bom rekel, da sem ravno dosti vedel iz srednje šole pa študija, ker se vikinška zgodovina ne obravnava ravno dosti tam. In to je ena stvar, ki me je zmotila, da je nekaj toliko evropsko pomembna tema, da nimamo več o tem. Ampak ja, splošno zanimanje v društvu te pripelje do dokumentarca, do drugih knjig, levo desno. Ampak moje izkušnje z pisanjem te knjige niso prišle samo iz knjig pa dokumentarcev, ampak iz praktičnih spoznanj. Ob teh festivalih, kamor hodimo z vikinškim taborom, probamo živeti čim bolj po vikinško, tiste vikende. Poleg teh bitk, ki smo jih uprizarjali, scene bitk so zelo, bi rekel, ne hollywoodsko opisane. Tam v Hollywoodu vidimo dosti krat, da se bitke vojske ena drugo zaletijo, da Aragorn jo vidimo maha, da pa pride noter, prvo se okoli obrne, pa iz obrata udari nekoga. V realnosti, če se ti okoli obrneš, bik v hrbet, te ni. Take praktične izkušnje so vidne v knjigi. Ogromno časa preživimo na ladji, ker so vseeno vikingi, njihova glavna značilnost so ladje z nizkim grezom, ki so lahko prišle hitro in kamorkoli. Eno tako ladjo, repliko take ladje smo mi za že 3 leta, gremo za 3 tedne na sever, Danska, Švedska, Norveška in veslamo eno to rekonstrukcijo take ladje, da z prve roke lahko rečem, da sem bil na njej, da vem, kak je feeling, kak je to veslo vreč, kak se premika po vodi. Ok, super. Skratka,
imaš boljše od zgodovinarja, imaš praktične izkušnje, kako je viking. Zdaj, tik pred tem dogodkom si mi zaupal tudi to, da je večina likov, ki jih spoznamo v knjigi, tudi nekako vzetih iz resničnega življenja. Mogoče začnemo vseeno seveda pri glavnem liku, Bjornu Železnom Polkem. Je to skratka ta resnični vodja te odprave, o kateri si pravkar govoril, ali je to nek izmišljen lik, kako si pol konstruiral ostale like? Bjorn Železnoboki je zgodovinska osebnost. Okay. Čeprav pri vikingih v tem času, 9. začetek 10. stoletja, še je vse marsikaj tako napol mitološko. Če za kdo preomenjeno serijo gledal, njegov oče, Ragnar Lothbrok, je mitološka osebnost. Nekako sestavljajo verjetno iz večjih vikinških vodij, da bi njegova zgodba se približno sestavlja. Ampak v teh zgodbah ima on neke sinove. In večina teh sinov pa so potem dejanske zgodovinske osebnosti. Zdaj, če so si neki vikinški vladarji potem pripisali, moj oče je pa bil ta legendarni Ragnar, ne vemo. Ampak za Bjorna imamo ravno zaradi zapisov iz te sredozemske odprave, da vemo, da on obstaja, ker je omenjen kot vodja teh vikingov v Sredozemlju. On in še en lik v knjigi Halfdan, dva voditva. Ostale like si pa nekako dodal in, če se prav razumem, ravno iz vašega društva. Ja, tako je. Bolj ali manj vsi liki, tako vikinški kot tisti, ki jih spoznajo, bazirajo v večji ali manjši meri na nekom iz društva. Zdaj, če si želite predstavljati en od najbolj kopij, kot jih lahko vidimo, kot je opisano v knjigi, verjetno tam v kotu se skriva Ana. Zelo natančno opisana ena za začetka skrita ni ravno jasno, kaj je. Opisujemo kot ščitodeva. Ko sem ravno pri ščitodevi, to so eni izrazi, ki v slovenščini niso obstajali, ker je pomanjkanje literature, pomanjkanje besedišča. Ščitodeva je prišel prevod iz Shield Maiden. Ker nimamo izraza, ki bi točno to pomenil. Imamo bojevnico, ampak bojevnica je preširoko, ne pove točno tega. Se pravi, da si tudi dosti izrazov si moral prilagoditi, oziroma si dejansko zamisliti, oziroma prevesti v slovenščino neko. Ja, recimo ta ščitodeva. A je tudi lik, ki je po tebi izdelan v romanu? Tudi je, ja. Ok. Ne boš izdal kateri? Bo treba prebrati, pa bomo videli, če se bo. Pogledajte me, kaj izgledam. Skratka, ko bodo prebrali, bodo mogoče ugotovili. Veš, kaj me še zanima, ker smo ravno pri vikingih, so neke stvari, kjer si hotel recimo jasno razbiti kakšne stereotipe, klišeje, ki obstajajo v vikingih zdaj. Dobro, to mislim, da smo se do zdaj že vsi naučili, da vikingi načeloma niso imeli rogov na čelada. Ja, stereotip številka 1. Ja, to je stereotip številka 1, to je iz vike vikinga, to se je spodnji kot Strabulc, pač vikingi so izgledali tako, ker jaz poznamo od tam, pa z viki krega mogoče. Ampak ja, kaj so še mogoče taki stereotipi, pa ne mogoče samo vikinga, ampak mogoče tudi o življenju v tej dobi, da se ti je zdelo pomembno, pa da bo mogoče pravca presenetilo, ko bo bral roman. Okay. Najprej, če se dotaknem rogov, če samo račke pogledamo, že tukaj imamo nekaj rogove, ampak ne vse, ene imajo primernejše, nekoliko primernejše. Še en stereotip, ki nas v društvu dostikrat recimo zmoti, je, da vikinge si načeloma ljudje predstavljajo iz Hollywooda, kar so videli. Tam so vikingi vedno predstavljeni kot umazani barbari, vse je sivo, rjavo, bijejo iz lovan sovražnikov, njihov kri. Normalno, ja. Ja, realnost bi bila bolj drugača, vikingi so pač eno od ljudstev, ki so tu živeli. Glede čistoče bi bilo ravno obratno, bi bili vikingi med najbolj čisti, ampak med bolj čistimi ljudstvi v srednjem veku. Sobota je bila ravno prav prani dan, soboto so se vedno umivali. Imamo podatke, en kodeks iz Anglije opisuje, en menih piše, kak je jezen, da Angležinje prostovoljno hodijo v te vikenške tabore
ker so bili vikingi toliko bolj čisti kot Angleži. To zrak, prav gotovo, mislim, tudi skozi so bili na ladjah, tako da domnevam, da na nekem majhnem prostoru je bila čistoča najbrž kar pomemben stvar. Zdaj pa, če gremo še malo na samo pisanje pa na samo knjigo, ko si skratka pisal tole, a si tudi imel kakšne vzore? Najprej dajva tako, a zate to, zdaj noter sicer so neki fantazijski momenti, že tudi zelo hitro spoznamo, da tudi tukaj je malo, čeprav eden od likov je zelo proti bogovom in ves čas skuša, ker je trgovec, seveda pa imajo drug kot ga imajo drugi, skuša nekako napeljati na svoje mline, njihovo potovanje in vse to, ampak ves čas se ti bogovi nekako oglašajo, je ta fantazijski del, ampak kaj je tebi ta roman, ti je bilo bliže zgodovinski del ali ti je to vseeno bolj fantazija, kje si ti sam, tudi sam kot bralec ne nazadnje? Meni kot bralcu moram reči, da sta mi oba vidika blizu, fantazija pač iz splošnega ljubezni do fantazije, zgodovinski vidik, ker pač sem po profesiji zgodovinar. Zdaj, kak je občutek romana, bi rekel, da bolj zgodovinski kot fantazijski. Fantazija se, tako bom rekel, dalje, ko bereš, vedno več fantazijskih elementov se pojavlja. Kje bi vzorje imel, recimo, občutek sem dobil taki kot, ko sem bral Martina, Igro prestolov in te knjige, ki je sicer naredil zmišljen svet, ampak ko se Martin bere, večina tega imaš feeling, kot da si v nekem srednjeveškem dogajanju. Zmaji pridejo, sicer se omenijo, ampak so relevantni kasneje v zgodbi. Ti hodci jih omenjajo na začetku, ampak predtem se relevantni postanejo, ti dve knjigi prebereš, pa je večino se bere kot zgodovina srednjega veka, recimo. Nekaj takega, recimo, da bi imel jaz tu. No, super, dobro je, da si to omenil, ker tudi jaz sem imel nekak zelo podoben občutek kot bereš Martina, ker je res to pomembno, hkrati pa vse zelo bazira na likih. Jaz rekel, da tudi tvoji romani so zelo močni, je zelo močen roman ravno v tem, da spoznamo te like. Pa mogoče ena stvar, ki ni nezamrljiva, je pa ta, da je to roman za odrasle, bi jaz rekel, no, vsaj v tem pomenu, da je to končna fantazija v slovenščini za odrasle, ker je noter seveda tudi, ko so vikingi skratka udrli na neko zemlje in izropali vse in tako naprej, so seveda tudi veliko posiljevali, veliko je bilo skratka plenjenja, umorov, to niso bili ravno ljudje, ki bi prišli nekam, drli pa rožice posadila, ampak so bili ljudje, ki so izropali vse in vzeli, dobesedno so se res obnašali kot nekdo, ki bo prišel nekam, tam upostošil vse in šel dalje, skratka, kene kobilce na nek način. In se mi zdi, da tvoj roman to dobro prikaže, ker ne greš stran od tega, mislim, ne greš v ta neko, ni to Tolkienska fantazija v tem smislu, da so vsi prijazni in lepi in da tudi zlobci komaj kdaj koga ubijajo zares. Tukaj imamo res neko to zgodovinsko dogajanje, ki je kar krvoločno. Že na samem začetku vikingi izgubijo osmino svoje posadke. Ja, zdaj, če začnem pri krvoločnosti, mislim, vikingi imajo ta status, da so res prišli pa pobijali pa ropali. Druga ljudstva niso bila kaj drugačna. Mogoče so bili vikingi samo toliko bolj uspešni, da se jih je to bolj prijelo, pa nekaj je bilo, Ker lep del Evrope je bil takrat krščanski, pač strani, kjer so vikingi prihajali in so si zdaj ti neki pogani drznili kristjane napadati, kar je bil največji šok, ko so v Anglijo prišli, kot zdaj bo neki barbari napadli samostance, samostanov se ne napada. Ampak drugače mislim, da je omenjeno vmes, recimo, da v Sredozemlje, ko pridejo, se ne bojijo toliko severnjakov, ampak Saracenov, ker so tudi muslimani plenili, tudi kristjani so bili zelo krvoločni. 50 let preden se to dogaja, je obdobje Karla Velikega, ki je bil zelo krvav pri pokristjanjevanju. Krvoločnost je nek element v vseh narodih, zakaj se je samo pri vikingih današnji mentaliteti ohranila, je pa dobro vprašanje. No, mogoče še eno vprašanje, koliko si se pa kaj oziral? Mene je vseeno kljub temu, da pravim, da se strinjam s tabo, da je zelo en spominjat na Martinovsko, tako zgodovinsko fantazijo, kjer so v spredju, skratka, kot sem že rekel, močni liki. Malo pa sem tudi dobil občutka, da spet
zelo dolgem času v slovenščini berem nekaj, kar se lahko primerja, ne vem, z romani, kot so Pod svobodnim soncem, pa Bobri. A si tudi kaj tega bral, je tudi to kaj nekaj, kar bi lahko recimo vplivalo na te, ali je za ta bolj kakšna tuja literatura? Tako bi rekel, bral sem Pod svobodnim soncem, Bobre tudi, Bobre smo od malega na kasetah v radiju poslušali, ampak stilsko, tematsko ne bi rekel toliko. Stilsko, oziroma kaj bi se želel ozirati je Martin Nordfuss, Tolkien, karkoli, ne? Kar je vpliv imelo na mene, bolj kot da bi stil posnemal, je bilo to, da sem imel sploh navdih, da bi se upal spraviti na nekaj takega v Sloveniji. Navdih za to pa so bili bolj mlajši slovenski pisatelji, predvsem fantazije, ne? Nekaj je tu, imam skritih mest, imam kar tremo malo, ne? Ko je cvet slovenske mlade fantazije v bližini. Lahko vseeno menimo koga? Ja, seveda, zdaj, tam imamo Jakob Sedi, ne, z Skrivnost srži, pa ne vidim, kje se še to skriva. Mislim, da bi Julija nekaj mogla biti. Prej sem tudi jaz zagledal, kje so Julija se skriva. Ja, z romanijo Edgarju Kaosu. Recimo, ne, da sta mi dva taka, ko sem to bral, sem bil tako, ok, se v Sloveniji se tudi da priti nekam z fantazijo in upali iti do konca. Super, to zelo rad slišim tudi malo, da mogoče vseeno bi malo polemiko s prejšnjim dogodkom, kjer se je omenjalo, da mislim, vse lepo, da beremo v izvirnikih in tako, ampak jaz mislim, da zato, da ljudje bojo začeli razumeti, da se da fantasy pisati tudi v slovenščini, je prvi pogoj za to, da se piše v slovenščini, da se dobro piše v slovenščini, kar seveda jaz mislim, da tudi ti k temu dodajaš. Mogoče, seveda poveva še tudi kaj o tem, zdaj si skratka knjigo dobil v roke ta teden, ne? Prečerajšnjem, tako da je res še čisto sveža. Kako dolgo si pa to pisal? To ima vseeno zdaj na koncu, ker sem PDF bral, 476 strani, skratka to ni malo. Kako dolgo ti je, koliko časa ti je vzelo, kaj je bilo najtežje pri oblikovanju te knjige? Torej, začelo se vse skupaj okoli leta 2020. Ok, to še ni tako zelo. Ne. Pisal sem približno 3 leta, z premorje neko mesec, 2 mesec, tako ne da se mi zdaj bomo že naprej. Potem pa je sledilo prvi bralci popravki, drugi popravki, urednik popravki, še enkrat urednik popravki, lektor popravki. In traja, da smo prišli zdaj do 25 do tega. Kaj mi je bil največji izziv, mogoče ravno to od začetka, ne? Ker nimaš izkušenj z pisanjem, ničesa tako dolgega, ko sem se spustil v to, nisem imel predstave, koliko res to časa vzame, koliko je v bistvu več dela v tem, kot si predstavljaš. In ravno to, da sem se navadil dobiti neko kontinuiteto pisanja, da vsak dan, tudi če malo, samo da gre nekaj naprej, da ni tistih en mesec dolgih premorov. To, mogoče bi še omenil tudi, da takrat, ko sem začel pisati, sem odprl tisti Word file, napisal prvi stavek v knjigi, ki je Reka je gorela. Bolj odložil vse skupaj na stran, pa 2 meseca intenzivno gledal videe o pisanju, predavanja teh večjih avtorjev, Brandon Sandersona, sem celotna njegova vse pregledal skozi, ko sem pa začel dejansko pisati z usmeritvijo. Super, ja. Tudi to mi je zelo všeč. To ne govorim samo kot urednik, ampak seveda tudi kot bralec. Jaz moram reči, da ker sem se pripravljal na tale pogovor, ko sem dobil, kot sem rekel, PDF, ki jaz načeloma zelo nerad berem, potem sem rekel, itak nima smisla, da celo preberem še zdaj, ker z Domnom, ko bova govorila, bo knjiga zunaj šele par dni in ljudje itak ne bojo imeli časa prebrati in ne bova se mogla zdaj pogovarjati nekaj podrobnostih o
Posebej tudi seveda zaradi tega ne, da preveč ne razkriva, ampak moram res reči, da včeraj, ko sem potoval na Štajersko z javnim prevozom in tisti, ki veste, kakšen je javni prevoz v Sloveniji, veste, da je to trajalo skratka dobrih 7 ur. Tudi osebni prevoz trenutno ni najbolj rožnat po avtocesti. To je tudi res, ampak jaz v avto ne morem brati, na vlaku lahko, zato sem vzel raje vlak. In skratka, tudi jaz moram priznati, da sem imel velike težave, ker sem mogel odložiti na neki točki knjigo in ti vprašanja napisati in poslati, ker me je kar vleklo. Tako da tudi to mislim, da je ena res pohvala, da imamo v Sloveniji trenutno res 3-4 avtorje zelo dobre žanrske literature. Jaz mislim, da Domen, ti se počasi umeščaš med njih. Me pa ena stvar zanima, ker tukaj jaz sem PDF-u tudi malo gledal, pa tule zdaj tudi vidim, ker knjigo tudi jaz prvič držim v rokah. Nikjer ne piše, da je to prva knjiga. Kaj se dogaja s tem, glede na to, da fantazijski avtori ne znate nehati, ko enkrat začnete. Zdaj, strani je velika, pa še vedno poprečen, pol enega Jordana, rečemo, pol enega Martina. Znotraj našega žanra ni nekaj. Znotraj ostale literature smo dobri na splošno žene. Skratka, imaš kakšne načrte za to, da bi nadaljeval? Zdaj seveda zgodba se domnevam, da smiselno zaključi. Nisem še čisto končal, tako da tudi meni ne razkrita, ampak ne zaključi se verjetno nekaj smiselno, ampak a je kakšna možnost v knjigi nakazana, da bi se lahko zgodba nadaljevala, ali da bi mogoče šel potem v isti čas, pa mogoče kakšno drugo posadko? Je možnost definitivno. Mislim, da imamo ravno to vprašanje z obeh vidikov dobro narejeno, ker ta knjiga je res ena zelo zaključena celota, se konča super, je bralec zadovoljen. Super, tudi to je dobro vedeti, ampak je zraven so kar močni nastavki, da bi lahko tudi stranske zgodbe zelo povezano s tem naprej peljali. Da bi, zdaj govoriš tako, da bi lahko, da bi mogoče, ampak kaj je v Wordu že kakšne datoteka? V Wordu še ni datoteke, ne, ampak zdaj tako, ko bom rekel, ja, planiram drugi del, bo tako je prijane založbi, kdaj bo časovno. To mogoče pri prvi knjigi mi bilo zelo všeč, ne, da, ker zelo redki so res vedeli, da se sploh kaj dogaja in si pod časovnim pritiskom je vse bolj sproščeno, kar se pisanja tiče. No pa tvoji kolegi v društvu so najbrž že prebrali, so? Počasni bralci pa še niso? Bila sta dva med prvimi bralci, od katerih sem bil Ta dva so ti popravke. najbrž dala najbolj zanimive, da tudi popravke z njunih vidikov. Ja, ker imajo tako podobne izkušnje lahko kot jaz, ne, da veta, kaj se je dogajalo, se sta tudi oba skrita nekje. Skratka, imaš že kakšne prve odzive tudi bralcev, prvih ljudi, ki so prebrali, mogoče kdo, je kdo že prebral, zdaj mogoče v 3 dneh, ne vem, če je že kdo uspel, odkar je knjiga šla? Sem dobil že nekaj odzivov, zato ker je Pošta Slovenije se je zelo dobro izkazala, ne, predvčerajšnjem, predvčerajšnjem, menda so poslali in so včeraj že prvi prednaročniki dobili po pošti knjige, ne, in je bilo prijanih javno. Takoj začeti in mislim, da 4 ali 5 njih je pisal, pa do zdaj so vsi navdušeni, bomo videli, kako bo dalje prišli. Ampak očitno prvo poglavje je vedno. Tudi to je zelo dobra informacija za bralce, da prvo poglavje v redu. Zdaj pa preden midva greva tudi seveda na podpisovanje knjig, ker seveda knjige, kot sem že omenil, lahko danes tukaj dobite. Kje so predstavniki založbe, zdaj nobenega, da vidimo, je kakšen popust. Danes ni popusta, prav je tako. Je pa možno nekaj drugega, ne? Ja. Tisti, ki ste s knjigami prišli, ste dobili ene listke. Še to, da jaz ne poznam, ja. Klical me včeraj naš kovač, Noriški ogenj, The Fire of Norik, res mlad, ampak mojster kovaški. In je rekel, kaj bi tebe zanimalo slučajno, če ti jaz par teh torovih kladiv skujem, ne, pa da bi imel ti na promociji, sem bil tako, sveda. Takšnega mimgrede nosi tudi glavni junak v knjigi. Tako je, ja, sveda točno tako, pa tako imamo ta nagrad. No, torej, prej ste dobili ene listke, zelo enostavno imamo na voljo tukaj 5 takih navadnih Mjolnirov in enega iz Damaskus jekla, tisto, ko se 100-krat prepogne, pa zgleda zelo lepo.
upam, da bo kak sploh izžreban, ker smo dali listkov več, ne, da če se zadnje izžrebajo, dobrodošli na naslednje predstavitve, ne. Ampak, če imate krogec na listku, pol vidite taki pionir, če imate slučajno X, dobite pa ono special prvo nagrado. Skratka, zdaj hitro pogledajte, če niste žvečilnik zavijali v listke, ki ste jih dobili. Imamo kakšen korona, listki so bili na vhodu. Mimo ste šli ljudje. Kaj vam je? Če vam kdo nekaj za ston ponuja, vzamete. Če še je kdo prišel s knjigo, pa ni listka vzel, bomo milostni, se še da vzeti. Zdaj pa, med tem, ko hitite po listke, a ima kdo kakšno vprašanje še na tej točki iz občinstva? Ne povezano z listki, z žrebanjem, tako prosim. Je kakšno vprašanje o knjigi, o vsem skupaj? Igor, pardon, ne znane. Ja, v bistvu niste prav konkretno povedala. Torej, eno leto tega popotovanja njihovega ni kronološko opisano, a se torej na ozemlju Slovenije odvija ali kako? Okay. Če obnovim to, torej 3 leta so bili tukaj, 859 do 61. Prvi 2 leti imamo podatke, dokot so prišli, tudi približno vemo, kaj so iskali, ampak to sta prvi 2 leti. Za 3. leto enostavno pač ni podatkov, nobenega vira, kaj bi delali. Vemo, da so konc 3. leta šli nazaj, ker so jih pri Gibraltarju spet Arabci popisali, ne, ki so bili takrat Španiji. In torej prvi 2 leti tega potovanja sledimo v prvem delu knjige, potem do... Daj pomagaj, mi te vzami ta ščit, lepo ga lahko držiš, da ne bo rekli, ne ocenom smo jo uničili, kaki kader, hvala. Potem pa je, torej to 3. leto je neopisano in jaz sem pač nadaljeval zgodbo, kaj bi se lahko v 3. letu dogajalo. In tu v tem 3. letu se tudi začne vedno več fantazijskih, mitoloških elementov pojavljati, ne? Tako da bližje proti koncu, ko pridete, bolj važni so ti elementi, fantazijski element je celo ključni na koncu. Kam so pa šli naprej? Beri. Skratka, to me noče nas povedati. Sej imate zdaj jutri še nedelja, danes še imate tudi ure, šele 5, pol 6. Danes še imate nekaj časa, jutri imate cel dan, če seveda ne boste prišli spet na DMD, lahko berite v miru. Še kakšno vprašanje iz občinstva? Tamle gospodična. Pa najprej gospodična, tamle pa potem ne. Jaz imam pa samo vprašanje, če sem imel kaj težave z v bistvu ustvarjanjem nove terminologije, zaradi tega, ker naprimer tudi kot študentka arheologije se pač zavedam, da je srednjeveški prevodi izrazov raznih v slovenščini so zelo pomanjkljivi, oziroma tudi v literaturi, ki v Slovenci pišejo, pač ne obstaja, samo napišejo angleški izraz. Tako da sem imel mogoče kakšne zadržke pri ustvarjanju nove terminologije, ali pa kakšne težave? Je bilo, mislim, najboljši primer je bilo to, kar sem prej omenil, ta ščitodeva, ker nisem to shield maiden odpisati, pojavnica je premalo. Smo dolgo iskali izraze, ki bi pomenili ne nujno devico, ampak da lahko mlada ženska samo pomeni, ne. Ta deva mi je bilo zelo, ko sem jo našel, da zastarel izraz, kar recimo, da malo vredo potegne na neko srednjeveško literaturo. Zdaj takih skovank, kaj dosti ni več, imel sem kar nekaj težav zanimivih raziskovanj pri tem, kako poimenovati kak kraj, kjero ime uporabiti, kaj bi v tistem času poznali, pa predvsem, kak bi katero ljudstvo kjeremu kraju reklo. Ker, ne vem, ali so Saraceni, ali so Mauri, ali kjeri izraz bi kdo uporabljal, koliko imen je obstajalo za Konstantinopol takrat, ali pa recimo, kdo vse se je takrat pravil, da je rimski cesar. Mislim, danes poznamo na vzhodu Grčiji, pa tam okoli Bizantinsko cesarstvo, ampak oni si niso pravili Bizantinci takrat, oni so bili pač rimsko cesarstvo. In zdaj razložiti enemu vikingu, da
rimski cesar se in v Konstantinoplu trdi, da je rimski cesar in tudi v Frankiji so se koronali kot rimske cesarje in da v Rimu nekdo vlada, ki ni cesar, ki je papež. Take nejasnosti, da se je razjasnilo. Ja, mogoče tudi na začetku, ko berete, je fino, da si kar pogledate zemljevide, veste, kje se stvari dogajajo, ker imena res ne spominjajo na, niso španska, ni Madrida, ni... Ja, ni. Andaluzija je Al-Andalus, Cordoba ni Cordoba, ampak je Kurtuba. So ta imena, so na zemljevidu, drugače pa tudi na koncu je slovar, kjer je, upam, da nismo pozabili kjerega izraza, drugače pa, če kaj ne bo jasno, z veseljem pišete Facebook, Instagram, kjerkoli z veseljem dopolnim, ali pa... Še kolegica temle v prvi vrsti je imela eno vprašanje. Ilinka. Kako ste se naučili bojevati z mečem, je to bilo v tem društvu? Ja, znotraj Majstrov Marburgov. Najprej je to izgledalo samo na festivalih, pač da smo ščite držali, pa se zaleteli kot avto ven drugega, pa mahali nekaj po zraku. Potem smo se pa začeli združevati z kolegi iz Avstrije, iz Graca, ki so pa prav resno trenirali ta šport tega vikendskega mečevanja. Obstaja več različic. In to so resni treningi, 2-krat na teden, čez teden nam ne uspe, gremo pa v nedeljo, ker je to, kolikokrat je možno v nedeljo, je to 4-5 ur trening traja, resna vaja pri tem, ampak mislim, je fajn, da si ne razbijemo glave, da imaš meč pod kontrolo. Super, še kar mikrofon daš nazaj, drugo vrstno in še to je zadnje vprašanje, kar... No, torej, če bi koga zanimalo tako življenje, se kar predruštvo Marburgov. Ne, ampak moje vprašanje, torej, itak tekom zgodovine je več, mislim, ko se je odkrivala Evropa in cel svet, so se pač zemljevidi posodabljali. Torej, načeloma ta zemljevid, ko je na prvi strani, je precej natančna dejansko zgodovinska reprezentacija, kako je tisti čas bili kraji imena. Mislim, nisi si neke ful fantazijske svobode, da je dejansko čisto kar natančno? Kraji so natančno tam, ko so bili, imena so taka, kot jih poznajo vikingi v tej knjigi. Kak jim to uspe, da pač po poti srečajo tega in onega in on jim pove, jaz temu kraju ga poznam pod tem imenom in vikingi si to ime zapomnijo in pač tako rečejo temu kraju. Pride pol konflikt, ko enega so pobrali na začetku v Španiji, enega potem malo kasneje in imata za neko stvar vsak svoj izraz, pa da skapirajo, kak je kaj. Kak prevajajo, ena zanimivost je vmes z dolžinskimi merami, kdo je kaj uporabljal. Eni eno, drugi drugo, konflikti. Podoben hecko pri višini Napoleona, ne. Mislim, ko pač zelo realistično pol, dejansko fantazijska Ja, mislim, koliko mi je uspelo raziskati, ne dvomim sploh, da bo dobil kak mojih profesorjev to knjigo v roke, pa takoj naslednji dan, ja veš, to pa je bilo tako drugače, ampak na srečo piše pri knjigi, da je to zgodovinsko fantazijski roman, tako da napaka ni napaka, ampak je fantazijski vložek. Hvala. Super, dajmo zdaj, ker imamo več toliko časa, da je še naslednji dogodek. Kdorkoli bi skratka želel knjigo, pa je še nima, jo lahko seveda zdaj nabavi in Domen bo tudi podpisoval s tem zelo seksi gledajočim peresom, tako da imate tudi priložnost, da dobite en poseben podpis. Prva knjiga je moja, ki bo podpisal Hvala, da ste prišli na ta dogodek. Domen, še boš ti kaj povedal, če imaš kakšno besedo za bralce? Mogoče za prisotne tukaj, zdaj, ko se bo to dogajalo, pa med odhodom bom zdaj spustil en video, ki je nastal lani, ko smo šli na to 3-tedensko potovanje v Dansko, da si lahko tak malo nekaj utrinkov dobite, kak izgleda ta naša potovanja. Super, skratka, NMN se seveda še ne končuje, ostanite še tukaj, udeležite se še številnih drugih dogodkov, drugače se pa vidimo spet jutri. Tudi jutri je poln dan, kajti NMN leto traja 2 leti, če ste slučajno 2 leti. To sploh ne ima tako slabo. Če še slučajno danes prišli, pa se že žalostni, ker boste končali. Ne, ni tako, jutri pridite spet nazaj in kot že rečeno, zdaj pa video in pa podpisovanje knjig za tiste, ki jih želite. Hvala. Hvala.